Res je, potrudili smo se, da je dostopna razstava prav vsem obiskovalcem, tako gibalno oviranim kot slepim, slabovidnim, teksti so pa na voljo tudi v angleškem jeziku. Mogoče bi se ob tej priložnosti zahvalili tudi dobremu sodelovanju Zveze prijateljev slepih Slovenije in Mojci Breznikar, ki je vse tekste natipkala tudi v brajico, ki je na voljo slepim obiskovalcem. Predmeti so predvsem iz 5 zbirk Muzeja novejše zgodovine Celje, iz zbirke Otroško življenje, Dobra igrača, splošnozgodovinske zbirke, zbirke Vesten Emo in iz fototeke Josipa Pelikana, sicer so pa gradivo prispevali tudi iz Ljudskega muzeja Rogaška Slatina in Tomo Križnar. Vseh predmetov je na razstavi 148, smo pa pridobili ob tej razstavi tudi skoraj 150 različnih fotografij otrok povezanih z vodo v različnih agregatnih stanjih. Zelo dobro so se odzvali naši redni obiskovalci in nam prispevali fotografije otrok in te so na voljo na ogled tudi na tej razstavi. Res razstava zdaj stoji, vabi obiskovalce, ampak vedno ob sami razstavi pripravljamo tudi različne aktivnosti. Tukaj ciljamo predvsem na najmlajše, saj so tudi ciljna populacija našega otroškega muzeja. Različne kreativne delavnice bomo ponudili, predvsem se bomo trudili iz naravnih materialov, tematsko seveda povezanih z vodo ustvarjalnic, potem tehniške in naravoslovne dneve, ki bodo kombinacija ogleda razstave, ustvarjalnice in raziskovanja na terenu. Tu sodelujemo z Voka Celje, pa potem še različne muzejske ure, ki jih pripravljamo v sodelovanju tako z UNICEF-om kot z Zavodom Republike Slovenije za varovanje narave enota Celje. Tako da mislim, da bo program kar pester in prepričani smo, da bo vsak se našel v njem in tudi užival. Osnovnošolci, ki bodo vstopili v otroški muzej, bodo ob plačani vstopnini seveda prejeli vsi ta katalog, ki smo ga pripravili z naslovom Herman Lisjak vodi po vodi, isti naslov kakor tudi razstava. Je pa katalog namenjen res raziskovanju in učenju posameznika, tako da bodo lahko te kataloge uporabili ob samem ogledu razstave, lahko kasneje v šoli tudi ali pa doma.